Jo, sva Davor in Andraž iz Svitek TV in danes nam je podjetje Links postavilo en malo zanimiv izziv. Res je. Ker začenjamo z novim šolskim letom, bo treba spet poseči tudi po tehnologiji, da bodo otroci lahko ustvarjali in pa gledali poučne ter zabavne video vsebine in se pač učili za šolo. Eden od načinov, da to storijo, je recimo, da zanje kupite tablice. Res je. Ampak ker za ta namen verjetno ne boste želeli zapraviti 500 € in več za najnovejše tablice od Apple in Samsunga, nama je trgovina Links postavila izziv, da sprobava 3 budget modele njihovih tablic, ki jih oni pač prodajajo. Najprej se moramo še enkrat zahvaliti podjetju Links, ki nam je priskrbel tablice. Ti so bile presenečenje tudi za naju, tako da boste videli najno iskreno prvo reakcijo na njih. Še enkrat hvala Linksu. Dajte si pogledati njihovo spletno stran, ter jih obiščite na Grški ulici 13 v BTC-ju. Nama pa lahko izrazite podporo tako, da polajkate ta video in se naročite na najin YouTube kanal, ter naj jo spremljate na Facebooku, Instagramu, Twitterju in pa TikToku. Gremo hiter nazaj na video. You're in the good place. Well, that's good. Kakor sva rekla, tukaj ne bo govora o tablicah, kot so iPadi in Samsungova Tab S linija. Če želite imeti, morate dostikrat iti na njihove uradne spletne strani, da boste najdel in pa naročili ta prave specifikacije za vas, kar pa vam zna vzeti kar dosti časa in raziskovanja, pa tudi verjetno bodo kar precej draže, kot so te. Kakor sva rekla, v tem videu ne bomo toliko komplicirali, ker ne rabimo imeti ta najboljših, temveč take, da se lahko v easy gleda videe, pregleduje maile in mogoče celo malo ustvarjenih, pa tudi dela kakšne zapiske. Tako da so primerne kot ta prve tablice za manj zahtevne uporabnike, recimo za mlajše šolarje ali pa za starejše ljudi. Links nama je za ta video v testiranje dal tablice Huawei MediaPad 5T, Lenovo Tab M10 HD in pa Vivax TPC 102 4G. To niso tablice top ranga, nimajo najboljših specifikacij, ampak glede na to, da sva tehnološka navdušenca in navajeni na srednji ali pa višji rang naprav, zelo malokrat na tem kanalu govoriva o budget modelih in tako smo nekako skupaj prišli do ideje, da v tem videu nas lepo dava prvi vtis o budget model tablice. Malo sva bila tudi živčna in še zmeraj sva, koliko je sploh interesa za ta video. Ampak ker se nam zdi izziv zabaven, sva se odločila, da ga vse narediva. Sploh zato, ker Davor v službi veliko uporablja svoj Samsung Tab S6 Lite in je hitro lahko naredil primerjavo. Torej, odločila sva se, da drug drugemu naključno izbereva tablice za sprobati z žrebom in posnameva najino prvo reakcijo, brez da bi vedela, katero tablico bova drug drugemu pokazala, da bi lahko sploh pripravila reakcija za tisto tablico. Jaz sem dobil 2 za sprobati, Andraž pa 1. Na hiter sva sprobala malo brskanja po netu in socialnih omrežjih, malo multitaskinga, pa koliko hiter se odprejo že odprte aplikacije. Na koncu pa še kakšno srednjo zahtevno igrico. Za vse appe sva se prej zmenila, katere bova drug drugemu naložila na tablice za sprobati. Te reakcije bodo zelo strnjeno prikazane, da video ne bo Nočem tega. Ampak bova probala zaiti vse najine glavne reakcije na tablice. Tako da najboljš, da jih kar zarolava. Andraž, iz preteklosti tukaj. Prvo tablico bo dobil za preveriti Davor, in sicer bo to Huaweiova MediaPad T5. Povej svoje ta prve občutke. Kakšna se zdi tvoja ta prva reakcija na to? V redu, to ni plastika? Kovinski hrbet, plastičen ogrodje okoli. Mikro USB. Mi dva ne marava, mikro USB, vse USB-C, to naj moto. Ja, ampak dobro, če je to starejša tablica. Dej, takrat niso spremljivo. Headphone jack, to je ful dober. Zgleda dosti velika tale reža za SIM, da je tudi SD kartica noter. Ja. Kaj pa je udobna v rok? Ja. Tako, za 10-inčno tablico v redu. Ok, kakšno se pa zdi ekran? Je v redu za tablico, ki stane v Linksu 199,99 €? Pa dobro, mislim, barve so dobre, tudi tale črna za meni super. Ok, kaj bomo te prvi naredili? Dajmo Chrome pa recimo en Seoul net, da malo novice, da vidimo, kje smo. Ok, da vidimo, kaj se danes dogaja. Ok. Tudi net, malo mi je resolucija taka smešna. Dobro. Mogoče sem bolj navajen, da je vse veliko, ampak to ni tablica. Davor ima tudi svojo tablico, ki je navajen, to je treba povedati. Ja. Ok.
Se ti zdi, Je odzivno. je odzivno. Okej, Je v redu. odzivno. Software. Se vidi, da to ni top of the top, ampak še vse teče, ko se naloži, vse teče super, tako kot tukaj odpiram menije. Teče, brez problema. Zdaj sem na TikToku. Jaz sem na TikToku, to je zelo zahtevna aplikacija, tako da povej, kaj štika? Odzivno? Pa scrolla dost. Namreč TikTok doskrat malo zaštika, kadar je zelo obremenjen, ker to pač streamate videe in kar traja nekaj cajta. Ker sem zaprl mečken. Je uporabno. Grem zdaj še malo na YouTube hiter pogledat. Davor, za Sweet TV, z veseljem vam sporočava, da se nama je izpolnila velika želja. Ne sposoja sva končno dubla. Veš kaj, Davor, kaj če bi mi dva kakšno igrico sprobala? Ok, ja, Temple Run si mi zloadal. Ja. Ok, gremo zdaj. Ok, igrica se začenja, zdaj to ni ful zahtevna igrica, ampak je pa vse. Dajmo že igrati, lahko, ok. V redu, mečkaj sem zasral, ker pač sem jo v vodoravnem načinu, ne v pokončnem imel in zdaj malo čuden za. Ok. Mečkaj čutim, no, Da ni čist. v redu. Mečkaj se čudi, da malo tako preskakuje frame. To sem po mojem sam jaz navajen, ker imam 120 Hz na telefonu in po mojem, da je v bistvu to. Ja. Ok, čak, zdaj, ko sem zunaj malo boljš dela. V redu. Ok. No, preden se Davor začne preveč zabavati, ga bom prosil, da stestira multitasking, in sicer ko se odprejo aplikacije in če lahko normalno tablica reloada nazaj. TikTok, ja, ta je šel že iz rama ven. Se že na novo nalaga in že Ja. traja mečkaj. Zvok je bil prej, preden je bil. Bom jaz tale multitasking zbrisal. Ok. Pa še NBA sem inštaliral, Sem. ne, na malo bolj, Malo bolj zahtevno. da vidimo, koliko hitro se bo naložil. Ok, drugače v meniju so neke animacije, ampak v redu dela. Drugače pa grafika ni lih, ne vem kaj, po moje, da že kar samo optimizira, ampak dela pa tako, da lahko kakšne trojke tlele dajem, evo. Zadovoljivo. Čakaj, evo, še ena avšta noter, ne. Pač v redu dela, se mogoče celo to da igrati tako, če nisi preveč zahteven, bi se dal igrati. Ok. Tako da, ok, po moje, da je to od te tablice. Mislim, da imaš tudi ti nekaj zame. Ja, zdaj z to tablico sem zadovoljen, bova pa tudi več povedala kasneje. Tako da, ok, Andraž, deva se zamenjati. Dejva. No, evo, kot sva rekla, še tebi jaz dam eno tablico, Lenovo Tab M10 Ok, HD. Lenovo dela dobre stvari, v redu. Ba je, ja. Zanimiva na prvi pogled. Ok, Kakšno? deluje malo, a iz plastike? Je plastika, Je plastična, ok. Samo da pogledam, ok. Ima headphone jack, to je zelo dobra stvar, zmeraj podpirava mikro. Ja, kot smo že prej reagirali. Mikro USB, ja. Pač je bilo to takrat še sprejemljivo. Dober, vidim, da to je tukaj reža za razširitev, predvidevam. Ja. Ok, no jaz se bom zagnal. Ja, malo se vidi, da so širši bezli. Ja, pa jaz sem videl, da je tale črna, mogoče mogla biti ta črna, ni čist črna, ampak je taka masilka stala. Ja, je pa treba tudi dodati, da je to predvidevam IPS zaslon. Ja, to so pri vseh teh od nižje cenovnih, pač so to LCD zasloni. Ja. In sem razlika vidi proti AMOLED zaslonu, sploh če si navajen iz telefona. Ok, no se je naložilo. Moram priznati, da mi je všeč, ker to deluje zelo stok Androidu podoben. Na začetku vidim sicer, da je malo poštekal tale kontrolen mini. V redu, sam pogledam svetlost. Za noter čist v redu, za odzunaj ok. Gibljivost po interfejsu je
sprejemljiva za ta cenoven rang. Zdaj malo pa je tako, kot sem šel jaz na Chrome, pa Chrome. Sol odpri, pa da vidimo. Nekaj moram sam tukaj povedati. Povraten motorček za vibracije tukaj je zelo močen. Ja, to pa res, to se pa strinjam. Wow. Wow. Drugače, boljša resolucija, ki je bila pri meni. To mi bolj všeč. Tam so bile vse te ikonce, pa slikice ful večje. Več vidiš, Ja, to definitivno. kakor bi bilo tam na Huaweiu. Tako da, okej. Ok, v redu, to sem lahko kar zadovoljen. Okay, zdaj pa pač, tako kot sem šel jaz malo na TikTok pogledati. TikTok je, kot so rekla, precej Ja. zahtevna stvar. Všeč mi je, da je kamera pri stran, da ko imate video klice, da pač Ja, tako ja, gledate ja, ne kontra. Se nalaga, ne? Časno smo pred Podjamskim gradom, zapela bova in Naprej. Samo tako scrolli. Dejansko ne šteka, ko se pomikaš čez TikTok. Okej. To je zelo. Kaj pa greš ven iz TikToka, takrat lahko malo zašteka. Ja, no, to bi bilo lahko bolj gladko. Okej. Ampak je pa res zahtevna aplikacija. Ja. Okej. Bo preverjanje starosti. Zmeri je. Zaenkrat A kaj Je vidiš, gladko? Kaj jaz sem prej videl pač malo preskakanja frame. tukaj je zaenkrat precej gladko, ne morem reči, da kaj hudo manjka. Je zelo gladka izkušnja, Še to, super. sicer ni neka blazno grafično zahtevna igra, ampak Še vse. Zdaj še multitasking. ok. V redu, odpira več stvari, pa greva na Dajva TikTok. Ja. A ga izhrane? Ni... Ne, Se na novo nalaga. se na novo nalaga. Ok, sam je boljši naložil. Ja. Boljši naložil. In hitrejš. Ja. V redu. Boljši naložil. Zdaj še YouTube. Ja, te gumbe sem tudi jaz prej posopiskal. Gumbi so mal. Kaj pa ekran barve? Barve so precej natančne. Ok, niso nekje OLED, daleč od tega, ampak V redu. v redu. Da zdaj malo bolj zahtevna igrica, hitro naloži. Pa takole. Bomo šli spet malo trojke metati. Ok, Peter je naložil, v redu je tako, da ti daje navodila. To so bila navodila. Zdaj sem tam v bistvu držiš zunaj zašutati, Ja? pač zadeti moraš ono zeleno. Aha. Dobro. Zdaj, kakšna se ti zdi v redu? V redu. Sicer NBA Ja, ni lih najhitrej naložil, ampak vse je sprejemljivo za pač še cenejša kot Huawei, je sigurno super Definitivno, performance za tako ceno, res. za tako ceno se splača in bi že resno premislil, ali bi vzel Huawei ali pa to. Mislim, da No, zdaj imaš pa ti še ta zadnjo, imaš pa še ti zame, ne bova videla. ja, komaj čakam, da mu pokažem kaj. Ok, No, to me pa res zanima, ker tole pa zdaj, to spa tako rekel, dajva se zamenjati, ker me Dajva res se zanima. zamenjati, dajva se zamenjati. Zadnja tablica za Davorja, komaj čakam, da njegov reaction vidim na to. Okay. Zadnja tablica je od podjetja Vivax, ki sicer ni tako, kako naj rečem, prepoznana. Prvič slišim. Znamka ima pa zelo zanimiv naslov, TPC 102.4G. Ok, ima tlele, saj vidim neke spekse. Okay. Občutek v rokah, kakšen se ti zdi? Nek guma neki, ne vem. Ja, gumijasto. Zvočniki zadnji tukaj, ki so načeloma roke, bomo pa to videli. Okay. Mikro USB, v redu,
pa headphone jack je, SD kartica je, v redu, v redu. To se ni kaj za pritoževati. No. Pa da Koliko je ta tablica? Ta tablica stane 143,99 evra v Linksu. Ok, bom to tudi Vzel. v zakup, ja, ko bom noter. Ima pa največjo baterijo od vseh tablic, Ok, zdaj aha, vidim. sicer 5800 mAh, tako da načeloma bi mogla Ok. dlje zdržati. Okay. Zaslon, kakšen se ti zdi? Čakaj, da se mi odklene. Ok. V redu, pač ta ozadje je tak, lepo, različne barve so gor. Malo mehen kontrolen mini imaš? Ja, tako bolj telefonski zgleda. Zanimivo. Zgleda malo bolj tak stock Android, ampak tako, malo starejši stock Android tam. 9 je odzivna? Ja, šlo, v redu. Čisto. V redu. Tukaj ne vidim nobenega leganja. Na Siol? Siolu, ja. Nalaga malo dalj časa, nema je to interneta, je to tablica. Ok, v redu. Ja, no, je Siol je malo bolj zahtevna stran, ker ima toliko teh sličic noter Siguren. in Precej za grafično zahtevna stran. ja, no, se vidi, da mečken šteka. Resolucija je očitno v redu. Dobro. TikTok. Da vidimo. Kliknu sem. Zgleda tudi en procesor ni tako močen tlele noter, no, tako da lahko... 4-jedrni procesor je. 4-jedrni pa še tako, verjetno kakšen, ki ni tako močen. Pa, okay, ja, zvok je prej prišel, preden... Je slika. Ja, to ni najboljš. Kaj če scrollaš dol? Čak. Ja, ok. Grafika tudi vidim kar malo... Zahtevno grafično. Pikslasti videi, da od Kristjano tako prihajajo v Manchester, ok, ja, no... Kristjano malo zamuja. Ok, tole dosti počas dela, no. Izkuš. Tole ni pričakovano v bistvu za ta rang. Une 200 me presenetile, tale pa pač pričakovano... Ne dela prav ful dobro tole. Pričakovan za 143 Ja. evrov. Ja, dejansko. Drago. Ampak Ampak zvok je bil še kar, ker sem zaprl TikTok. Ok, popoln telefon. Ja. Nalagajo se meni, kvaliteta je, sploh se mi noče, ok, da so se, ja, ne, tole se definitivno vidi, da je od teh treh najmanj zmogljiva tablica. Najmanj zmogljiva tablica, še zmeraj prav stvari, samo malo morate bolj počakati, malo pretrpežljivi morate biti, samo to je. Ful potih pa sploh, zelo ful potih pa še tle zadnji, tako kot sem rekel, in se, če držiš, moraš biti res pozoren, kako držiš, tako da grem še na Temple Run. Ok, zdaj pa gremo igrati, da vidimo, kako je dejansko igra. Ja, idi. Ja, se vidi, frame. da zelo izpušča frame, da šteka. Ni lih. Ni lih. Čakaj, evo še tole poberem. Nisem mogel, ker je malo zaštekal. Naloži se, malo dalj cajta rabi, da se naloži, ampak pa si ima noter v igrci, se pa igra. V redu. Še NBA multitasking bom pač spustil, ker smo že rekli, da ne. Da ne. Ok. Očitno se nekaj začenja odvijati. Nekaj se je naložil, v redu. Ko enkrat noter prideš, kar v redu dela. Bolj je tisto, da se nalaga to nekako očitno najbolj tele tablice zabaše, ker imajo pač malo manj rama. Tole, wow. To dejansko se da igrati. Ker laufa pa dobro, bolj sem opazil, da se kakšni frame dropajo, kakor pri Temple Runu, kakor pa tlele. To se pa v sami igri, ko enkrat deluje performance v redu. Ja, je pa zgleda čisto v redu. Tako da evo, to je to. Dobro, zmanjkalo nam je tablet za danes, tako da... Da je bila ta zadnja? Ja, ok. V redu, no, pač, koga sem rekel, po mojem bi bila najbolj všeč Lenovo, Huawei, pa bo pač tale.
Okay. Okay. Andraž in Davor iz prihodnosti, vračava vam besedo. Hvala, Davor in Andraž iz preteklosti. Picture this. This is what makes time travel possible. No, kot vidite, so bila načeloma kar presenečena nad delovanjem oziroma sigurno ne razočarana. Čeprav, kot sva že omenila, so vse tablice stare že 2 do 3 leta. Če pa narediva še en povzetek speksov za vse te tablice, recimo tudi zadnje kamere, ki jih nič niso omenila, so nekako sprejemljive za ta rang, ampak na nobenih tablicah itak nikoli niso res vrhunske, tako da slike so ok, sam ne lih dobra za na socialna omrežja. Vse imajo tudi 10-inčen zaslon, oziroma v centimetrih diagonala mer okoli 25,27 cm. Vse imajo verzijo operacijskega sistema Android, ki so stare že par let, zaradi česar naju je tudi toliko presenetilo, da so delovali za ceno relativno tekoče, skoraj večino nalog, ki sem jih postavila. Mogoče je njihova glavna prednost to, da vse podpirajo 4G oziroma LTE omrežje, kar je težko reči za tablice v tem cenovnem rangu. Tudi pri dražjih in boljših tablicah za opcijo uporabe mobilnih podatkov SIM kartico direktno na tablici plačate višjo ceno, kot če bi kupili samo tablico z Wi-Fi verzijo, tako da je to res kar luksus sploh za to ceno. Od vseh tablic ima drugače Lenovo najmanjšo baterijo, največjo ima pa Vivax, ampak po najnem bi komot vse zdržale čez dan. Tablice imajo pa tudi skupno to, da imajo vse IPS LCD zaslone, 2 do 3 GB RAM-a, kar pa sicer pomeni, da aplikacije verjetno ne bodo dolgo ostalo shranjene odprte v ozadju. Vse tablice imajo pa tudi 32 GB prostora, kar je po najnem mnenju za osnovnega uporabnika čisto dosti. Sploh zato, ker lahko vse date noter micro SD kartico. Kakor sva rekla, to niso najboljši speksi, sploh Lenovo in Vivax, ki imata 4-jedrne procesorje, glih ne krčita, da sta premijski tablici in se vidi, da sta starejši. Ja. Zasloni so ok, in ker nimajo najboljših zaslonov z visokim osveževanjem in pa recimo 5G podpore, in baterija mogoče zdrži malo dlje. Vse imajo tudi čist ok zvočnike, Lenovo s tehnologijo Dolby Audio, Huawei pa s Huawei Keystone. Vse imajo tudi določene funkcije za starševski nadzor. To je pa nekako to od specifikacij in najnih reakcij na te tablice. Sam komu pa mi predlagala te tablice, Andraž? Kot je bilo že omenjeno, so po najnem mnenju primerne kot prve tablice za šolarje, ki bi se lahko gor učili določenih stvari na zabaven način in probali kakšen zabaven video pogledati na YouTubu. Primerne so mogoče tudi za starejše prebivalce, kjer so manjše, bolj prenosljive in cenejše kot laptopi, da bi lahko brali novice, spremljali maile in imeli stik s svojimi družinskimi člani prek videoklicov, sploh če bo še kakšen lockdown, upajmo, da ne. Pogojno rečeno so tudi primerne za kakšne manjše SP-ovce, če rabijo imeti tablico za mobilno blagajno, ne boste pa z njimi mogli delati nekih zahtevnejših teskov. Ampak ja, tudi tak budget segment mora biti in obstajati, kar je prav, in čeprav še zmeraj stojiva za tem, da niso primerne za zahtevne uporabnike, pa jih komot lahko priporočiva za nezahtevne uporabnike, ki za relativno malo denarja želijo solidno in delujočo tablico. Mi pa lahko odkrit poveva, da so bila kar toplo presenečena, kot ste videli, nad tem, koliko so dobro delale. Nama je pa Lynx kar zanimiv izziv postavil, tako da imava pač enkrat za spremembo tudi eno izkušnjo, kako delujejo budget naprave. Pred koncem vam svetujeva še to, da preverite, če lahko dobite posodobitve na malo novejše verzije operacijskih sistemov, ali pa da vsaj preverite, če imajo varnostne popravke. Se bi vam to znatno izboljšati izkušnjo pri njihovi uporabi. Ok, ne bo to za danes vse. Če imate še kakšno vprašanje, nam ga prosim zastavite spodaj v komentarjih. Mi pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!